Ali je mnenje o animejih posameznika, ki uživa poleg animeja tudi filme, serije, knjige, stripe in tako dalje, bolj verodostojno kot pa mnenje tistega, ki uživa izključno animeje in mange? Kaj je verodostojno za mnenje pač o animejih? Ja, predstavljam si recimo, da gledaš nek isekaj, pa želiš predstaviti mnenje o njem. Ali je nekdo, ki gleda samo isekaj, ali njegovo mnenje enakovredno kot nekdo, ki je konzumal recimo fantazijski svet iz knjig, pa iz serij, pa filmov še zraven. Ki ima več žanrov v... Ne, ki je recimo isti žanr, ampak tudi drugi mediji. Verodostojno ali drugi... ne, to so pogovori, to nima smisla, več znanja, ko imaš hočeš reči, da je subjektivno. Mislim, jaz bi rekel, da ja, načeloma, zaradi tega, ker ima bolj verodostojno? Ja, vsaj dokler zna kolikor toliko, dokler zna artikulirati, pa dokler zna biti kolikor toliko, se vem, da je to blazno težko, ampak objektiven. Mislim, da tako več, ko oseba vidi več znanja, ko ima, lažje si sestavi, pač bolj celotno sliko ima o tistem žanru, če govorimo o žanru. Kaj ti imajo drugi zagovoriti o stvareh, ki tebe mislim, tako je, mislim, konec koncev pa, mislim, zdaj, čemu služi ta verodostojnost mnenja, ne. Mislim, tako, si predstavljam, pač jaz gledam v smislu nekega kritika, ja, pač kritik bo definitivno bolj verodostojen, če si je pogledal več zadev, ne, ampak kot za neko tako osebno priporočilo nekomu, ne, je pa to tako subjektivna zadeva, ne, in zdaj... Pač po mojem mnenju, bolj raznovrsten content, kot ga konsumaš, bolj si sposoben umestiti ta content v nek širši spekter gradiva. Ne? Se pravi, animeji ali pa japonska popularna kultura je nasplošno zelo specifična v svojem storytellingu in je malo drugačna, kot na primer evropski storytelling ali pa zahodni storytelling. Čist oblika zgodbe in tudi evropska zapisana beseda je precej starejša, kot japonska, na primer, in se je tudi tukaj... Tu ima zelo veliko psihologije, kako so ljudje odraščali v tistih časih, potem so pisali zgodbe na drugačen način. In če imaš ti, recimo, konsumaš veliko drugega medija, imaš potem verjetno tudi precej drugače gledaš. Recimo, jaz zelo rad pogledam YouTube channel Murphy, ki je trenutno začela brati One Piece in ona ima celo knjižnico doma, ona je, ne vem, če je avtorica, ampak ona je prebrala na 1000 knjig. In ker je pokonzumirala toliko knjig, toliko zahodnega gradiva, ima čist drugačen pogled na One Piece kot nekdo, ki je recimo bral samo mange, ne pa toliko evropskega čtiva, na primer. In zna določene aspekte zgodbe pojmovati povsem drugače. Ne pravim, da je en ali drugi način pravi, samo zdi se mi, da dobiš različne perspektive, kar je zelo pomembno, ko se skušaš pojmovati neko zgodbo in jo razumeti, tako kot jo je avtor želel predstaviti. Ampak avtor lahko napiše eno zgodbo, še vedno pa niti avtor sam mogoče še ne razume, kam vse lahko vodi to njegovo delo, ne. Še posebej, če gre za bolj psihološko velik svet, open world, na kakšen način lahko vpliva na ljudi. Zelo, ne vem, zdi se mi, da več gradiva, kot ga konsumaš, bolj si nekako sposoben. Je pa tricky, ne? Mislim, spet tisti, ki pa konsumajo samo en tip gradiva, so lahko bolj pozorni na kakšne nianse. Specializirani. Mislim, exactly. Pač, veš, mislim tako, če hočeš, da ti nekdo priporoči, pač isekaj, ne boš itak pač vprašal tistega isekaj nerda, ne? Ki se vse možne isekaj poglobil, ne? No, se vprašanje je bilo, ali je bolj verodostojen. Jaz bi rekel ne. Samo oba bralca drugače pojmujeta gradivo. Mislim, jaz bi rekel pač za nekega generalnega gledalca, zaradi tega, ker bo nekemu generalnemu gledalcu znal bolje pač priporočiti eno ali pa drugo, ne? Ampak za nekoga, ki pa je že usmerjen v en specifičen žanr, bi pa rekel just follow the crazy guy, ne? The crazy fan. V tem primeru pač za isekaj pač regija vprašaš, ne tisto kaj. Let's go!